Sija, a lahko to ostane med nami? Ja, Sara, itak da. V glavnem, jaz imam danes eno igračko, ki je pa narejena za moške, ker smo dobili nekaj komentarjev, ki se mi zdijo zelo na mestu od moških poslušalcev, da bi bilo ful dobro, če bi pa tudi kakšno moško igračko predstavili, čeprav jo mi dve osebno ne morava testirati. Hvala, ker nas upoštevate. Pa jaz se mi zdi v bistvu res, ker, glejte, tako bomo rekla, se to... Kljub temu, da mi dve teh stvari nisva sprobale, sva obe delale v sex shopu več let in veva, kakšni so feedbacki strank. Tako da v bistvu mogoče celo veva več, kot če bi jih lahko dejansko sprobale samo. Pač mi dve veva veliko nismo hoteli, da mislite vsi moški, da se vam tle lažemo neki, veš, ne? Ker pač pri teh za ženske veš, da se ne lažeš, ker si jih probal, ne? Je pa res, da veš, pri ženskih imamo pa mi da potem ta bias. Pač mi dve, če meni všeč, sej povem, da komu drugemu je lahko, pa povem, zakaj mi ni všeč in se lahko vsak zase odloča, bi mogoče pa njemu kljub temu bilo. Ampak vseeno je drugače, ker je osebna izkušnja. Tako da mogoče bojo te še boljše predstavitve, ker bojo bile bazirane na faktih. Objektivne. Tako. Ja. Sam se vidi, to lahko sprobate. Ja, kam? To ni istega efekta, ne? Nimava prostate, nimava mod, kamor bi to dale. Ja. Ni enako. Masturbatorji, moj večni pain. Pač mi dve lahko s prsti probava, ne? Ja. Pa si predstavljava. Okay. Ja. Lahko sprobava s partnerjem, pa potem partnerja izkušnjo deliva, ampak kaj več pa ne. Ja, v naslednjem življenju bomo imeli pa penis, ne? Absolutno. Pa bomo probali vse. Ja. Če ti je udobno deliti karkoli svojih izkušenj, te lepo povabim. Superca. Si kitajska že sprobal kdaj? Ja, jaz imam eno podobno igračko, zaradi tega, ker sem tudi zagovornik tega, da je dobro prostato masirati, da je pretočna. Če ti uspe ob tem tudi uživati, je pa sploh dober. In ja, tudi imam izkušnjo s tem obročkom, tudi paše, čeprav mi ni to bistvena ta stvar, se mi zdi, da to, kar čutiš na prostati, pa v anusu noter, da ful bolj odtehta. Ali pa mogoče to tudi malo stisne, ker jaz sem videl, meni je vedno všeč, da me ženska tam zamoda, fajn stisne, zamoda pa za koren lingama in vedno ji moram reči, da lahko bolj stisneš, paše. In to mene malo premalo stisne. In sem vesel, da imamo danes eno igračko, ko lahko kaj povem o njej, ker to, ko sem gledal ene epizode, sem dosti neizobražen okrog vseh teh stvari. Poznam tudi flashlight, ki ga imata, ampak tudi mi ni toliko ok. Najbolj so mi te igračke za prostato masirati. Okay. Nice. Pa tako kovinske, take okrivljene? Ali kakšne so recimo jaz imam rad, naprimer, iz obsidiana imam eno. Okay. Zaradi tega, ker imam rad, da je kvaliteten material tudi, ne. Prostata je tudi iz tekočih kristalov v bistvu narejena in če daš ti kristal zraven, še malo drugače vpliva na to, pa jo stimulira tudi na eni energetski ravni. Plastika pa meni nikoli toliko blizu, ampak manj tudi plastične, ki so pač praktične. Ta je silikonska. No, sej, to je plastika za mene. Ja, ok. Vse to umetni materiali. Okay. No, fair. Kaj to pomeni, da je prostata narejena iz kristalov? To prvič slišam. Ne vem, mogoče to ne drži, ampak enkrat, ko sem bil na enem izobraževanju, so rekli, da je prostata ful občutljiv organ in da je narejena kakor z enih tekočih kristalov in da je tudi zelo važen, da si nežen z njo. Da prostata ni nekaj za nabijati, ker se lahko poškoduje, ampak da je bod nežen, pa čut, pa razširi te nežne občutke v orgazmične občutke. Ta pot je meni bliz. Kaj pa ti je bolj všeč pri tej stimulaciji prostate? A ti je bolj všeč, da so neke vibracije, ali da je tako nek pritisk, ali da je pri miru, ali da se premika? Različno. Jaz ful dolg sploh nisem imel z vibratorjem, zaradi tega, ker jaz na splošno ne priporočam toliko teh z vibratorjem, ker vidim, da ženske so desensitizirane, ali kako se reče, malo zgubijo občutek. Če preveč uporabljajo te vibratorje in sem rekel, jaz nočem zgubiti občutka, ne bom. No, ampak potem sem si vsem kupil enkrat, pa sem rekel, da vidim, kakšna je izkušnja. Pa pol sem videl, da lahko si sam izbiram, pa lahko celo narišem, kakšno stimulacijo naj mi dela in mi je bilo všeč. Čeprav
bi mi bilo vseeno všeč, vse frekvence so mi bile prehitre. Vseeno imam raje malo bolj počasne, pa globoke. A tudi, če si narisal, je bilo še zmeraj vse prehitro? Ne, tiste je bilo boljš. Aha. Pa ta app ima celo, da zvokom lahko tudi tako rečeš. To mi je bilo tudi všeč. Nice. Ja. A je od Satisfyerja? A veš, da ne vem. Veš, kaj se mi zdi, da bi bilo tebi pol všeč, ker eni so, ti so ta je vibracijski, ne? Pol imaš itak une navadne, ki nič ne vibrirajo, pa imaš pa une, ki se premikajo kot prst. Ki imajo dejansko tako. To bi mi znalo biti všeč, ja. Ker je naporno je s prstom delati, ker se ne moreš sprostiti, če ti en drug dela, je to boljš. Ja. Bočem pa probo. Interesting. Jaz priporočam. Imate v pičpot? Pičpop, mislim, da imamo celo. Pa če bi jaz vedela te stvari prej, za vsakega gosta imamo darilo, ne? In jaz ne morem povedati, kako ti si bil do zdaj najbolj težek gost, da si tako spomnil darilo. Ja, ful dobro, da ni skupila nekaj, kar narabim, zdaj pa veš, kaj rabim. Ja, ampak mi še vseeno imamo za to darilo. Ja, upam, da mi bo Ne vem, všeč. moramo da goste začeti spraševati, če imajo kakšno željo. Ej, po moje, da ja, ker tudi Sara, zdaj taka je bila, za dating apps, ne, ona je tudi rekla, da bi bilo fajn vprašati. Tako da mogoče bomo začeli spraševati, ja. Jaz sem nasplošno Dajva, pristaš tega. Daj vpraš, pa si ulajši delo, ne pa da moraš ful mozgat, pa še membrcnaš. Ja, lej, se vsakič nekaj noga naučimo. Ja, okej. Jaz tim sam to povedala. Jaz sem zdaj sprobala stimulator G-tone. Jaz to po mojem zdaj v vsaki epizodi povem. Ja, res. Ampak pač, In tudi prodaja se to še tako, kot da v vsaki epizodi poveš, res obožujejo ljudje, jo. insane. Sprobala sem eno igračko, ki G-točko stimulira na ta način s krožnimi gibi, kot prst. In tako nisem imela nekih ful hudih pričakovanj, ker sem bila tako, ne vem, bo zdaj, ni zdaj takega velikega giba, ne? Tako malo vrti se. In meni je bil ta občutek tako dober, tako neopisljivo dober mi je bil. In si predstavljam, da te, ki so za prostato, je pač na enak način. Tako da, ja, ti priporočam, da probaš, ker mora biti vrhunsko. Ker že na G-točki je vrhunsko in prostata je zelo, po mojem, podoben občutek, še najbolj podoben, ker lahko primerjamo med moškimi in ženskami, kar se tega tiče. In ja, priporočam. Mi je všeč, da si delil tudi svojo izkušnjo. Jaz sem se spomnila, da še opišemo za tiste, ki sam poslušajo. V roki imam stimulator prostate. Dolg je v bistvu kot od mojega tega, če dam roko v črko L, od mojega konca prsta do dol. Ne vem, to si ljudje predstavljajo. 15 centi. Ja, evo. Je dolg. Ta je v bistvu eden najbolj prodajanih tako od teh, ki so za prostato. Ki je tak, dosti enostaven. Ima še en del, ki stimulira presredek. Kar je ful zanimivo, ker se mogoče ljudje ne zavedajo toliko, je, da je na tak način prostata v bistvu dvojno stimulirana. Ker prostata je v bistvu glih nad presredkom gor locirana in čez anus jo lahko zelo enostavno stimuliramo, zaradi tega, ker je glih tam Direkten noter. dostop. Tako. In potem jo v bistvu stimuliraš s tem delom, ki je noter, potem pa še vibracije od tega, kar je na presredku, prenesejo gor in je v bistvu tako zelo iz več delov naenkrat stimulirana in je tako dosti intenziven občutek. Poma pa še obroček za penis, oziroma obroček za moda. To daš na moda, če lahko spravaš čez in moda in penis lahko oboje, ampak načeloma za moda. Jaz sem na začetku, ko sem to igračko videla, mislila, da gre to na penis in mi je bilo ful nejasno, pač kam gre uboga moda. In potem sem ugotovila, da je to za na moda. In sem bila tako, opa, to pa je zelo Večina logično. jih pa kar da čez vse. In kako se nadane? Najprej daš ta obroček čez in potem daš noter, ker če boš najprej noter, ne boš tega dobil čez, se boš ful namatral, pa bolel bo. Tako da najprej daš obroček in ko imaš obroček gor, to sam zdrsne noter. Plup, z veliko lubrikanta, ki zelo priporočam, ker anus se ne more samo vložiti in ga podmažeš. Je probal kdo, ki ga poznaš to? Ne. Še to. Lahko nosiš to tudi med masturbacijo. Recimo, imaš to noter, pa se zraven dotikaš penisa, lahko ga pa imaš tudi gor med spolnim odnosom. Kadarkoli, v bistvu, lahko ga imaš tudi zunaj, lahko ga imaš med delom, ful moških. Sorry, zdaj sem nekaj prekinila. Ne, prosim, povej, dodaj. Zdaj, ful moških je recimo prišlo v trgovino in iskalo nekaj, kar bi lahko nosil tako, ker tako.
in je bila velikrat tu njihova izbira. Bi pa rekla, da če hočeš specifično stimulacijo prav prostate, da je tu tvoj cilj, so te vibracijske tako malo, pač ne upravijo tega, kar bi ti rad. Ti moraš imeti nekaj trdega predvsem, mogoče zaokrivljenega, če misliš samo uporabljati, pa pač da dela se na pritisk, deluje bolj kot pa ta vibracija. Tako, to je tako malo. Se pa lahko s tem vsem tudi znajdeš, če imaš tazga, ne daš ga okrog penisa ali pa mod, in ta spodnji del, ki je na presredku, primeš in ga lahko zibaš in lahko ustvarjaš ta pritisk z zibanjem. Pa še neki, zraven je daljinc. Tako da, če hočeš spreminjati te vibracije, lahko z daljincem. Pač ta v bistvu s temi vibracijami je neka dodatna stimulacija prostate, ki te mogoče ne bo glih pripeljala do orgazma prostate, ampak ti bo pa naredila bolj intenziven orgazem pri stimulaciji penisa. Pa tako isto, kot bi ženski, ne? Pač v bistvu stimulacija anusa, presredka, območja okrog anusa, vsega. Ja, karkoli še nekaj zraven ti doda še te občutke še bolj intenzivne naredi. Ja. Tako da ja, ta je od Humana. Human, kaj Black Hole tal, kjer je? To pa ne. Ja, mislim, da je Human Black Hole. Pa ful mi je všeč tale barva. Human se prav koncentrira na moške, tako da, če vam je kaj tazga zanimivega, imajo ful on njih teh. Ja. Ene par je tudi takih, ki jih pogledaš, ti ni jasno, kako se uporabljajo. Res, moraš narediti, ker si boš prav navodila prebrati, ker ne veš, kam kaj gre. Sem prav, ko so bili enkrat eni novi dizajni, sem pol spraševala moške, kam mislite, da to gre, in ni jim bilo jasno sploh, jaz sem pa tudi mogla najprej pogledati. Tako da ja, ful so zabavni, inovativni, najdete jih v trgovini Pitch Pop in lahko uporabite kodo med nama 10 za 10% popusta.